Država je privilegij, je skrb in je odgovornost. Vsi ti trije deli so neločljivo povezani. Imeti lastno državo pa je za narod enako, kot imeti lasten dom za družino. Mnenja sem, da so to ključne vrednote, ki jih moramo praznovati in častiti ob prazniku, kakršni je današnji dan, dan državnosti. Resnično lepo je, da nam to vnovič omogočeno skupaj, enotno in ne samo nadaljavo. Če gledamo časovno premico in ovrednotim minulih 30 let skozi prizmo državljana, sem lahko zelo zadovoljen. Hkrati pa se s soodgovornostjo zavedam, da je samo od nas vseh tukaj in zdaj odvisno, kako bomo čez novičnih 30 let praznovali tak dan. Ob spremljanju dnevnih novic vse prepogosto dobimo občutek, da se predvsem odgovornost in tudi skrbi izogibamo in izgubljamo. Čaka nas vsakodnevno trdo delo, saj, kot sem uvodoma dejal, država ni samo privilegij, je tudi skrb in je tudi odgovornost. Kaj pomeni samostojnost Slovenije znotraj Evropske unije? Težko predstavljivo je, kakšna bi bila drugačna pot. Osebno sem prepričan, da bi bile vse drugačne poti za slovenski narod veliko manj ugodne. Izoblikovali smo veliko mero politične, ekonomske suverenosti. Odprtost meja, pretok ljudi, blaga in kapitala, veliko predanost odprtega, naprednega globalnega sveta pa moramo upravljati z malo zadržanosti, skrbjo in odgovornostjo. Primerjave nam vsekakor dajejo usmerjenost za bodočnost. Živimo v zelo razvitem svetu, ki ga želimo še izboljšati. Če bi se tega v polni meri zavedali vsi, bi bili kot narod zagotovo srečnejši. Ob dnevu državnosti vam želim obilo državljanskega ponosa, veselja in zadovoljstva. Pa tudi razmisleka o individualnih drobcih in dejanjih, ki jih lahko vsak zase sam prispeva v kolektivno družbeno srečo in zadovoljstvo. Ob tej priložnosti hvala godbi Sevnica in slavnostnemu govorniku ter vsem nastopajočim za čudovit glasbeni večer. Vsem pa želim veliko užitkov v tej slovesnosti in v tem slovesnem večeru. Hvala.